In vitro diagnostika, na kratko IVD, diagnostika, ki se izvaja v medicinskih laboratorijih o pacientu ali celo pacient sam, ni bila še nikoli tako omenjena kot v zadnjih 2 letih epidemije. Seveda, diagnostika ni samo testiranje na COVID. Daje nam odgovore na najbolj pomembna vprašanja o našem zdravju in je osnova vsaj 70% vseh kliničnih odločitev v zdravniški praksi, pa čeprav predstavlja samo dobra 2% izdatkov v zdravstvu. Moje ime je Peter Bratušek iz GZS Zbornice Medtech Slovenija in skupaj z Mašo Podboršek, pozdravljena Maša. Pozdravljen Peter. Iz Meddel rešitve vam bova danes na kratko predstavila novosti na področju regulative IVD, ki stopa danes v uporabo. Maša, zadnjih 9 let si vpeta v regulatorno področje za medicinske pripomočke ter in vitro diagnostiko in bila si tudi imenovana za nacionalnega eksperta Republike Slovenije pri Evropski komisiji v času sprejemanja uredbe IVDR. Za začetek, kje pa se v vsakdanjem življenju pravzaprav srečamo z IVD? Ja, z IVD diagnostiko oziroma z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki se srečujemo kar pogosto in se dotikajo življenja vsakega izmed nas, vsakega posameznika. In njihovega pomena v praksi se praktično mogoče malo premalo zavedamo. Gre dejansko za zelo široko področje uporabe in kot rečeno se dotika vseh nas. Je pa dejstvo, da se v večini in vitro diagnostični medicinski pripomočki uporabljajo v laboratorijih. Poznamo več različnih vrst laboratorijev, kot so na primer centralni hematološki laboratoriji, molekularni laboratoriji, ki so na primer izvajali PCR teste, in sami in vitro diagnostični pripomočki pa se nekako pod to definicijo pa zapade tudi recimo celotna oskrba s krvjo. Uporabljajo se na primer tudi pri postopkih umetne oploditve in pa zagotavljajo po drugi strani lahko tudi varnost avtolognih transplantacij kostnega mozga na primer. Kar se pa tiče domače uporabe, pa se z njimi najpogosteje srečujemo z testi, ki merijo raven sladkorja v krvi in pa COVID testi oziroma hitrimi antigenskimi testi za COVID, s katerimi smo se srečevali v zadnjih 2 letih praktično vsi mi. Zakaj pa je IVDR potem potrebna? Zakaj je ta nova uredba, ki prihaja v uporabo danes? Zakaj je potrebna? Razlogov je definitivno več. Kot prvo je Evropska unija, Evropska komisija želela s to uredbo poenotiti delovanje samega trga Evropske unije in zagotavljati enotno regulacijo tako v Republiki Sloveniji, kot na primer tudi na Švedskem, Finskem, Danskem ali pa recimo v Nemčiji. S tem novim regulatornim okvirjem je bil cilj Evropske komisije zagotoviti varne, učinkovite in pa kakovostne in vitro diagnostične medicinske pripomočke za prebivalce celotne Evropske unije. Po drugi strani pa se z novo uredbo bolj podrobno in z zahtevami bolj podrobno sledi znanstvenemu in pa tehničnemu napredku na tem področju. Uvajajo se namreč referenčni laboratoriji Evropske unije in pa strokovni odbori. Poleg tega pa se bo na ta način lahko bolj sledilo tudi spremembam na področju samih medicinskih ved. Nekaj si že omenila sprememb. Katere so pa tiste ključne, ki bi jih mogoče poudarila? Ključne spremembe z novo regulativo se dotikajo dejansko vseh deležnikov v sistemu. Na eni strani govorimo o gospodarskih subjektih, kot so proizvajalci, pooblaščeni predstavniki proizvajalcev, to je za proizvajalce, ki prihajajo na trg Evropske unije iz tretjih držav, uvozniki, distributerji. Tu se uvaja celo nova terminologija, na katero se bomo morali sploh v Republiki Sloveniji navaditi, ker smo prej to poimenovali pod poslovne subjekte, ki delujejo na debelo in na drobno.
Uvajajo se strožja pravila tudi za priglašene organe, večje in določene pristojnosti. Večji nadzor bo moral zagotoviti tudi pristojni organ, ki je v Republiki Slovenija Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. To je, kar se tiče gospodarskih subjektov. Potrebno je omeniti tudi eno dejstvo, da nova uredba uvaja novo razvrščanje in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov in jih razvršča v pripomočke z najnižjim in najvišjim tveganjem. Po novem bo moral proizvajalec za vse te pripomočke izvesti klinično oceno oziroma študijo učinkovitosti. Poleg tega, kar je zelo pomembno, pa je tudi to dejstvo, da po stari direktivi je bilo se strani priglašenih organov izvedenih postopkov ugotavljanja skladnosti le za 15% in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki so bili do sedaj na trgu. Po novi uredbi pa bo pri tem postopku moralo v tem postopku zadostiti kar 85% vseh in vitro diagnostičnih pripomočkov, torej dejansko bo strožji nadzor, večje obveznosti deležnikov v sistemu in pa večje zahteve. Kaj pa nova uredba pomeni za zdravstvene ustanove? Kaj pa prinaša njim? Za zdravstvene ustanove, predvsem za laboratorije, je novost ta, da se bodo morali na podlagi nove uredbe odločati o tako imenovanih in-house pripomočkih, ki jih trenutno sami proizvajajo. Uredba kot taka jih poimenuje interni pripomočki. In tukaj se bodo morali odločiti, kolikor bo primerljiv medicinski pripomoček na trgu že s strani proizvajalca, bojo morali dodatno dokazovati to njihovo učinkovitost, da ga še naprej uporabljajo. Podatke glede tega pa bo možno v bodoče pridobivati iz Evropske centralne baze podatkov, imenovane EUDAMED. In veliko laboratorijev, oziroma tisti, ki se bodo za to odločali, bodo morali ustrezati tudi pripadajočim standardom. Omenila si EUDAMED. Kako bo pa dostopen širši javnosti? V EUDAMED-u bo drugače možno pridobiti tudi podatke, kateri proizvajalec, kaj proizvaja, katera edinstvena identifikacijska številka je bila dodeljena pripomočku, na podlagi česar se bo zagotavljala sledljivost medicinskih pripomočkov preko dobavne verige. Možno bo videti tudi, katere klinične študije učinkovitosti in pa klinične raziskave za medicinske pripomočke potekajo v Evropski uniji. In uporabnik se bo lahko seznanil tudi z zapleti, ki se dogajajo s konkretnim medicinskim pripomočkom, tako da bo nudil eno zelo, zelo široko sliko, kar je sigurno prednost obeh novih uredb. Omenila si kar nekaj novosti. Verjamem, da obstaja še vprašanja. Kam se lahko ustanove, gospodarski subjekti, kdorkoli še obrne, če hoče več vedeti o IVDR? Vsekakor v zbornici Medtech Slovenija, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, nudimo svojim članom regulatorno strokovno svetovanje. Poleg tega jih redno izobražujemo glede na izkazan interes, ter obveščamo o vseh novostih, ki jih prejemamo tudi preko Evropskega združenja Medtech Europe, ki deluje oziroma se udeležuje tudi sestankov pri Evropski komisiji, in sicer koordinacijske skupine za medicinske pripomočke, ki je kot taka krovni regulatorni organ v Evropski uniji za in vitro diagnostične medicinske pripomočke. Hvala lepa. Jaz bi še v tem trenutku povabil vse, ki nas poslušajo, da se lahko za več informacij o novi uredbi obrnejo in poiščejo na spletni strani Medtech Slovenija .gzs.si. Najlepša hvala, Maša. Hvala tudi tebi za vprašanje.